Bila sem mladinska aktivistka, predsednica okrožnega odbora Zveze slovenskih mladine. In smo ta dan, čim smo zvedli, da je to, smo se takoj organizirali in smo šli po vasi, vse od Opatjega sela pa skoraj do Bazovice, preko Sežane, Lokov in drugih, in sklicevali sestanke, najpogosteje mladinske aktive, ki smo jih imeli v vseh vaseh organizirane, in smo govorili o tem drugi fronti, kot o veliki pomoči, in nekako utrjevali prepričanje v sigurno zmago nad Nemci. Sonja Vrščaj se je rodila leta 1925 v Šepuljah na Krasu kot Sonja Zabric. Njen oče se je konec prve svetovne vojne kot avstro-ogrski vojak vračal iz ruskega ujetništva preko Maribora. Pridružil se je majstrovim borcem in ko je Primorska pripadla Italiji in fašizmu, je prišel v Ljubljano in se poročil s sovaščanko iz Čepulj. Za primorske prebežnike pa ni bilo lahko niti v Jugoslaviji. Starša sta živela na tirih v vagonih na ljubljanski železniški postaji. Oče je hudo zbolel, zato sta se z mamo preselila na kmetijo njegovih staršev nazaj na Kras. Rodili so se jima 3 otroci. Ne, okupacija se za Sonjo in številne Kraševce, Primorce iz Strane ni začela leta 1941. Začela se je veliko prej, z okupacijo materinega jezika. Še se spominja tistega norenja črnosrajčnikov, še pred vojno, ko so Posežani vpili: dovolj je tega suženskega jezika, tu se govori le italijansko. Vsekakor okupacija za nas ni bila 41. leta, ampak konkretno zame od rojstva. Najhujši je, ko ti prepovedo govoriti jezik, ki tega je mama učila, edinega, ker smo pravzaprav znali kot otroci. In če si ga uporabil, ker nismo smeli govoriti slovensko niti v odmoru v šoli, in pozneje smo bili za to kaznovani. In tako potem vzljubiš ta jezik. Zanje je bila Jugoslavija še vedno obljubljena dežela. In 41. leta, ko so Italijani zasedali Ljubljano, smo bili obupani, jokali, dobesedno jokali po ulicah. In zato sploh ni bilo vprašanje, da smo se, čim smo zvedli za organizacijo Osvobodilne fronte, tudi takoj vključili in bili aktivni. Njihov cilj pa, da naredijo vse, da bo fantom, ki so bili v gozdu s puško, življenje lažje. Njen brat je šel v hosto leta 1943, ko je imel 16 let. Sama pa je imela 16 let, ko se je začela vojna. Ko je Italija kapitulirala, kakšno veselje je to bilo, je odšla v ilegalo. Prespala je pri tej ali oni prijateljici ali v bunkerju. Po ves teden je ni bilo doma. Med vikendom se je doma najedla in preoblekla. Tudi nikoli nismo razmišljali, kdaj bo konec vojne. Vedno smo upali, da bo čim prej. 10 dni po izkrcanju zaveznikov v Normandiji so Sonjo Nemci v Pliskovici ujeli in aretirali. Tik potem, ko je uspešno rešila in skrila arhiv odporniškega gibanja. Odpeljali so jo v tržaški zapor Koronejo, kjer je bil zaprt tudi njen oče. Njena skrb pa, ali bo zdržala zasliševanja, da ja ne bi koga izdala. Tu se je prvič srečala s smrtjo. Vsak dan so si taboriščnice delile strah, da jih odpeljejo na morišče v Rižarno. 27. junija 1944 pa so jo skupaj z ostalimi Primorkami odpeljali v Nemčijo. Kakšno olajšanje. Upale so, da jih peljejo na prisilno delo.
niti slutile niso, da Nemčija pomeni koncentracijsko taborišče Auschwitz. Taborišče je imelo svoj tir, zato da so lahko cele vlakovne kompozicije zapeljali direktno v plinske celice in krematorije. Živaj si deklica zvezdo in zraven veselo zapoj, saj črnim fašistom Gestapo prisegli krvavi smo boj. Primorke so velikokrat zapele, da so si dajale korajžo. Slovensko uporniško pesmijo so povedale, kaj čutijo in kaj mislijo. Kljubovalno so zapele že v tržaških zaporih, ko so izvedele, da so ušle streljanju v rižarni. V taborišču so pele ob nedeljah za njihovo barako, da se je razlegalo naokoli, in včasih tudi zvečer na pogradu, potihem, za tolažbo. Seveda so kdaj tudi jokale, a to so počele na skrivaj. Niso pomislile, da bodo umrle, ampak da bodo prišle domov. Vedno so rekle, ko bomo doma. Just like you always do, till the blue skies try to dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, but I know we'll meet again some sunny day. Oktobra 1944 so jo prepeljali v taborišče Ravensbrück, zatem v Oranienburg, kjer je v tovarni 12 ur na dan izdelovala telefonske žice, in nato v Sachenhaus, kjer je v glavnem čistila bombardirana mesta. 21. aprila 1945 so jih ob spremstvu SS-ovcev in psov postrojili v kolone in jim ukazali, naj hodijo mimo številnih umrlih in onemoglih ob poti. Skupaj z Nemci, taboriščniki so jim bili ščit pred bombnimi napadi, so morali bežati pred Rdečo armado. Osvobojeni oziroma brez stražarjev so ostali 2. maja 1945. 2. maja pa se spomnim zato, ker ko so Rusi prišli, mi seveda smo takoj k njim prihiteli, pa rekli Jugoslovanke, ne, in seveda smo si bili takoj bližji. In so rekli, no ja, danes je pa osvobojeno zadnje jugoslovansko mesto. Nismo vedeli, kaj bi to bilo, katero bi to jugoslovansko mesto bilo. In ko smo naštevali mesta, smo prišli do Trsta in so rekli, ja, Trst. Ne, seveda, to je bila za nas še posebna sreča. Sonja se je na pot domov iz zbirnega centra za Jugoslovane nekje na severu Nemčije odpravila šele 12. avgusta 1945, potem ko so popravili železnice in so bile znova prevozne. Vračali smo se trije vlaki, ne, in pošli smo v Subotico. No, tam sem zagledala Ruse. Je bilo prvo hudo razočaranje. Tudi tukaj se rekla so Rusi. Pa sem pa prišla v Sežano, tam, kjer sem bila doma, zagledam pa zapadne zaveznike, Anglo-Američane, drugo razočaranje. Traka, kje je naša svoboda? V Jugoslavijo je prišla šele 1. septembra 1945. Starši niso vedeli, kje je bila, da pa je živa, so izvedeli šele dan pred njenim prihodom domov. Ob vrnitvi v Jugoslavijo se je Sonja v pričakovanju srečanja s svobodo in slovenskimi partizani najprej soočila z rusko armado, potem pa na Primorskem še z Italijanom naklonjenimi Američani in Angleži. V conah A in B so razganjali slovenske demonstrante, ki so se zavzemali za priključitev Primorske k Jugoslaviji. Lepota dežele je slovenski, njeni ljudje smo njeno ime, ponosno ime.
Vrnila se je v porušeno domovino, vse je bilo treba postaviti na novo in poskrbeti za preživetje. Še 2 leti po koncu vojne je bila hudo lačna. Pravi, da sama sicer ni občutila, da pa so ji kasneje nekatere interniranke povedale, da so bili taboriščniki po vojni oblasti sumljivi in da niso smeli zasedati nobenega pomembnega mesta. Kasneje so se začeli organizirati in se srečevati po taboriščih, v katerih so bili, da bi ljudem povedali, da so bile tudi te žrtve pomembne. Večinoma se je pač govorilo le o tistih, ki so nosili puško. Leta 2014 je bila Sonja Vrščaj v imenu vseh taboriščnic in taboriščnikov v delegaciji Zveze združenj borcev za vrednote NOB v Normandiji. Spomnim se, da ko sem gledala enkrat film o izkrcanju, da mi je bilo pravzaprav groza, kako so jih pobijali in sem razmišljala, dobro, mi smo branili svojo domovino, se borili za svobodo svoje domovine, jezika, naroda. Ti fantje pa še vedeli niso, kje je Evropa. Pa so prišli sem pomagati, pravzaprav se boriti proti nacizmu, ne? Sonja Vrščaj ne goji za mir. Danes govori za umrle številke, da jih ne bi pozabili. Vesela je, da živimo v svobodni državi. Nasprotuje prodaji državnega premoženja in ne more razumeti pohlepnežev, ki so uničili močna slovenska podjetja. Do solz pa jo prizadene, da nekateri, tudi slovenski otroci, še danes hodijo lačni spat. Jaz vem, kaj je to lakota. Tega ne bi smeli dopustiti. Lepo je deliti. So ljudje tu nekje, ki ničim ni ostalo. Takoj po vojni je na njeni stari legitimaciji poleg imena Sonja Vrščaj pisalo tudi posebno znamenje. Številka na levi roki 82.396. Pozneje ji tega ni bilo treba več pisati, pa je bila vseeno zaznamovana. Vrača se v taborišče smrti. 3 razloge navaja. Zato, ker je že kot otrok občutila, kako je, če se en narod postavi nad drugega in načrtuje njegovo uničenje. Drug razlog je solidarnost. Znali so si pomagati v tistih nemogočih razmerah. Tretji in najpomembnejši pa je opomin. Naj se to nikoli več ne ponovi. Vse to gorje je povzročil človek človeku. Ko mene več ne bo, bo smeh otrok ostal in našel se bo kdo, ki te bo še poznal, ko mene več ne bo. Potem, ko je nekje prebrala, da je v šolah vsa zgodovina 2. svetovne vojne skrčena na en odstavek, se je Sonja Vrščaj zadala nalogo. Postala je pomembna pričevalka mladi generaciji o kršenju človekovih pravic v taboriščih. Vrača se v Auschwitz, v različnih delegacijah, najraje pa z mladino. In pravi, občutek krivde spremlja tiste, ki hočejo danes spreminjati zgodovino Slovencev med 2. svetovno vojno. Jaz sem rojena 25. leta. Primorsko so Italijani dobili po 1. svetovni vojni in takrat so bili že Italijani to močno usidrani, ne? Ampak ves čas so imeli eno samo misel, ki jih še danes ni zapustila, da morajo ta del Primorske, ki smo sami Slovenci, in ogromno Slovencev je bilo tudi v Trstu, ne, po italijančiti. Primorci, recimo, ne. Smo vedno bili zelo navezani na slovenstvo, slovenski jezik, Slovenijo sploh. Vedno smo upali, da bomo nekoč tudi združeni z drugimi Slovenci.
Ne? In smo bili tudi, torej so bili, ne, dobro organizirani. Imeli so knjižnice, kulturne skupine, tako da so uprizarjali igre, glasbene skupine po vaseh. Zato, da vam povem, da smo bili že kot otroci vzgojeni doma, mislim, da v 95% družin v ljubezni do Slovenije, do jezika, tudi knjige, kolikor so jih lahko rešili, in karkoli, kjer je bilo pisano kaj slovensko, so nam dali, da smo čitali slovensko, zato da smo se naučili tudi pisati in čitati slovensko. Ne? In leta 1941, kot sem prej že rekla, smo vedno upali, da bomo nekoč združeni z drugimi deli Slovenije. To se pravi, Jugoslavija je bila za nas neko upanje. Ne? No, pol 41. leta, pa ko so začeli korakati italijanska armada proti aprila meseca preko meje v Jugoslavijo, smo se zbrali na sredi vasi in jokali, dobesedno jokali, ker smo mislili, da se nam je zdaj vse podrlo, da ne bomo nikdar več mogli upati na združitev z drugimi Slovenci. In seveda, prav zaradi te vzgoje stalne, ne, in ljubezni do slovenskega naroda, jezika in vse, kar je bilo slovenstvo, je bilo tisto, kar nas je spodbudilo k temu, da smo se takoj priključili, kdorkoli bi nam pomagal se boriti proti Italijanom takrat. Ne? No, in zato ni bilo težko se odločiti. Vendar je bilo to v začetku zelo težko, ker v drugem delu Slovenije se je osvobodilna po ustanovitvi Osvobodilne fronte kar hitro razvila, medtem ko na Primorskem pa to ni bilo še mogoče. Ne? In so se dejansko potem 42., 43. že bolj organizirali. No, jaz sem bila takrat še zelo mlada, vendar so poznali mojega očeta, tisti, ki so bili že organizirani v Osvobodilno fronto, ali pa prej v tigrovsko organizacijo, ne? Pa večkrat zaprti za časa Italije. Tudi moj oče je bil večkrat zaprt, na kratke zapore. So kar kmalu pregovorili očeta, tako da že spomladi 43. leta sva mi dva se vključila v borbo, torej mene kot mladinko, on pa OF. Ne? Tako da ta odločitev ni bila težka. No, in tako so nas tudi počasi odkrivali, ali pa neč odkrili, kar tako pobrali celo vas deklet in odpeljali v nemška koncentracijska taborišča. Tako smo, zato nas je recimo med tistimi, ki smo bili iz Slovenije zaprti v Auschwitzu, to je bil najhujši uničevalni nemški taborišče, namenjeno najprej Judom, ampak potem so nas vse tja zapirali, ne, to je bil grozen lager, ne. Nas je bilo največ iz Primorska in seveda predvsem deklet, ker, kot sem rekla, moški ali so bili v partizanah, ali pa, ko so bili potem v vojni med Italijo in zavezniki ujeti, kot ujetniki so bili tam in potem prišli iz anglo-ameriškega ujetništva kot prekomorci in spet v partizane v Sloveniji. Ne? Razen tega tam je bilo strašno pretepanje in veliko pobitih ljudi, ali s palcami, ali s psi, ali kakorkoli že. No, ampak prav ta solidarnost, da si skril kakšno
če ni mogla delati, a ne, ker je bila vsaka pomoč je bila pa strašno kaznovana. Te pa što niti eden od tistih funkcionarjev, ki so nas padli ali pa vodili na delo, ni imel, ali je imel žilevko ali pa je imel palco. Z nečem te je moral tepsti in tudi ne vem zakaj, ne. In to je tisto, kar nas je toliko več reslo. Hočem reči, da je to ljubezen do domovine in solidarnost, ki je temu sledila, zelo, zelo pomembna tudi za današnje dni. Tudi če kdaj kje, kakšnim mladim govorim, pravim, imejte radi domovino. Domovina ni samo država, domovina je več, to je dom v širokem smislu. In imejte tako radi domovino, da jo ne boste kradli, da ne boste prodajali tujcem, od tega, ker smo hoteli mi ohraniti za slovenski narod, a ne, zdaj pa prodajajo Nemcem, Italijanom, Madžarom, komurkoli hočete. To bi bilo treba. In drugo, kako je pomembna solidarnost. Ne individualizem, ampak skupnost. Večjo borbenost tudi med mladimi. Ne čakati, naj ne čakajo mladi, da jim bomo mi kako uredili. Mi ne moramo nič več. Ne. Mi smo stari in vedno je mladina bila tista, ki je odločala, kako naprej. Bolj uporni morajo tudi biti, morajo se organizirati in med seboj pomagati. To bi bilo moje sporočilo mladem. Imejte radi jezik, imejte radi domovino in pomagajte si med sabo. Govorim v imenu vseh tistih, ki jih ni več, ki smo skupno preživeli ta pekel druge svetovne vojne. Minilo je že 80 let, odkar so se odločili veliki, da našo ljubo domovino razdelijo med seboj, vzgojijo njene prebivalce, uničijo kot narod in priključijo zavedno dele naše domovine svojim državam. Mi se s tem nismo strinjali. Dokazali smo, da imamo svojo domovino neizmerno radi. Zato imamo že pred tem časom velike junake, ki so znali o pravem času odločiti, da so jo ohranili v takem obsegu, kot je bila še leta 1941. Med te spadajo tudi general Majster, njegov kolega, tigrovci, žrtve, bazoviške žrtve, ki so dokazovali, da smo Slovenci ponosni na svoj jezik in da želimo in hočemo ohraniti to našo zemljo tudi za naslednje rodove. Seveda, reakcija je bila grozna. Okupatorji so ustanovili zapore s strahovitim mučenjem, ustanovili koncentracijska taborišča po Italiji, Nemčiji in Hrvaški ter Madžarski, vse z namenom, da ljudje, ki bodo odpeljani v ta taborišča, se nikdar več ne vrnejo domov. Seveda, bila so taborišča, kot sem rekla, v vseh teh državah in po svoji krutosti nekoliko različna. Najkrutejša so bila nemška taborišča. Tam so poleg vseh tegob, ki so bile v vseh taboriščih, izkoriščali nas še kot delovno silo, najcenejšo brezplačno delovno silo, da so nas še na ta način lahko več iztrebili. Najtežji vrh
vse te krutosti je bil vsekakor v Auschwitzu. Auschwitzu, kjer je napisal naš slovenski pesnik, kraj, kjer se je smrt utrudila do smrti. Zato je bilo tam tudi posebej organizirano vse življenje, ves red, če se lahko temu red reče, a ne, in pa tudi kraj sam izbran zato, da so bili, kot je nekdo napisal že v svojih spominih, idealni pogoji za umiranje. Nemci so hoteli tukaj na vsak način pokazati vso svojo krutost in sovraštvo do drugih, po njihovi teoriji, manj vrednih narodov, med katere so šteli tudi Slovane. Zbrali so vse, predvsem nemške kaznjence nemškega naroda po taboriščih, drugih taboriščih, kjer so se izkazali kot kruti v odnosu do drugih taboriščnikov. In tako so zbrali, kot sem rekla, med kaznjenci, kot so morilci, zločinci vseh vrst in po svoji značajni krutosti se izkazali kot primerne za red v Auschwitzu. Ti so bili pravzaprav nosilci vsega reda in tudi vsega zla. Poleg lakote in vseh tegob, ki so bile značilne za vsa taborišča, je bil Auschwitz še posebej znan po tepežu krutosti. Nihče izmed tistih, ki so nas nadzirali, ni hodil brez palice, krovača ali pa nekaj, s čimer se da pretepati. Pretepanje je bilo na vsakem koraku. Nisi vedel ne kdaj, ne zakaj, vendar si bil tepen. Hoteli so nas spraviti na nečloveški nivo, s tem, da so nas tudi ponižali, da so nas ob prihodu že ostrigli do golega, obrili do golega, nas razkužili in pobrali vse, karkoli je bilo vezano na našo osebo. To je bilo z namenom ponižanja, tudi obleko so predpisali, le 2 komada, ki pa ni bila niti tudi lagerska obleka, kot jo danes poznamo, je bila za nas prenobel. Zato smo imeli cunje, ki smo jih nosili, ne da bi kdorkoli jih čistil ali opral, v njih smo bili oblečeni od ranega jutra do naslednjega jutra. Če je obleka, ker sem rekla, tako je bilo v vsakem vremenu, v vsakem letnem času, če se je obleka zmočila, se je morala na tebi posušiti. Mesece se nismo ne oblekli, ne umili, ker poleg tega, da ni bilo hrane, ni bilo tudi vode, ne za piti, ne za umivati. Vse, kar so tam naredili, od razsuševanja do kopanja, je bilo z namenom dodatnega mučenja. Posebno se je vtisnil tudi v spomin vseh nas, ki smo tam bili, apel 2 uri zjutraj, 2 uri zvečer, v popolni tišini čakati, da te preštejejo
preštevali so nas kar naprej. No, in potem smo morali delati in ko so nas pripeljali opoldne nazaj, zato da bomo dobili glavni obrok kosila, neko juho, ki je bila skuhana, pravzaprav ne da bi njene sestavine oprali, ker ni bilo vode, ja, bom hitro končala. Ja, niso imeli ne lastne posode, ne lastne žlice. In morali smo večkrat jesti z ene in iste posode, po 3 ali 4, to se pravi vse z namenom čim večjega ponižanja ljudi. No, to je bilo tudi, kot sem prej rekla, ki je napisal, kjer se je smrt utrudila do smrti. Tudi vse to, kar sem zdaj povedala, ni bilo dovolj, ker je še vedno smrt premalo pobirala ljudi. Zato so si namislili še zaplinjevalnico mladih, starih, zdravih do tistega trenutka in pa krematorij ter njihov pepel potem raztrosili po ekonomiji, lagerske ekonomiji. Kje so ti grobovi? Kdo ima svoj grob, tako kot zahtevajo nekateri sedanji politiki? Tako, to je bilo in vendar potem smo mi od vsega začetka, ki smo prišli v taborišče kot aktivisti, kot udeleženci upora, smo tudi tam spoznali svojo dolžnost rešiti čim več življenj, zato je bilo poleg trpljenja in mučenja tudi notranja organizacija, da smo se spodbujali, dvigali moralo in skrbeli za tiste najšibkejše. Na ta način tudi rešili veliko življenj, da so se lahko vrnili v domačo domovino. Nikdar nismo obžalovali, da smo se odločili za to pot. Dali smo na razpolago svoja življenja, največkrat mlada življenja, zato da ohranimo Slovenijo, ljubo domovino, ljubo zemljo za sebe in vse naše bodoče. Tako smo tudi, ko nismo delali, smo se vzpodbudili zato, da smo lažje prenašali vse tegobe, združevali, peli naše slovenske domoljubne in partizanske pesmi, ter na ta način dvigali moralo, da nas je več preživelo. In vrnili smo se. Nekaj se nas je vrnilo, veliko jih je tam ostalo, zato če greste kdaj tja, poklonite se pri slovenski tabli v spomin na tiste, ki niso tega preživeli. Mi, ki smo prišli domov, smo se pa z velikimi travmami, tudi po vojni, smo se srečevali, zbirali in vedno govorili le o tam, ob naših srečanjih. Zato naj ne bo ta spomin na ta taborišča pozabljen. Zahvaljujemo se vam, da tako lepo skrbite za slednji spomin na te čase in kraje. In prosimo, da in smo po vojni z vso veliko ljubeznijo nadaljevali z izgradnjo porušene, požgane domovine. In to vse z namenom, da ne bi pozabili tisti in da bi še naprej mladim ljudem povedali, kako je treba imeti rad
svojo domovino. Domovina, to je nekaj, kar je zlata beseda in ki smo jo vedno radi izgovarjali. Zato prosimo, imejte radi svojo domovino, tako kot smo imeli mi, ne dovolite, da tisti, ki imajo sedaj moč, bi kakorkoli jo razprodali za ta umazan denar, zato ker bi mi dali vse življenje in če bi bilo treba še enkrat za to, da bi jo ohranili za vse večne čase. Imejte radi domovino, radi tako, kot smo jo imeli mi in ne bo propadla. Naj bo merilo za bogatstvo domovine, zadovoljstvo ljudi, prebivalcev, ne denar, milijarde in podobno. Bodite občutljivi za vsak prehod po hleb in sovraštvo, ker to se razbohoti v neznanske razmere, vse do svojega viška, to je do vojne. Hvala vam lepa, da se nas spominjate, hvala vam lepa za vse, kar boste še naredili za našo domovino.